Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o zdravju se bomo posvetili programu Dora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk. V studiu pozdravljam zdravnico Kristjano Hertl, nadzorno radiologinjo v programu Dora. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Rekel sem nadzorna radiologinja. Kaj pravzaprav to pomeni? Torej, naš program je organiziran na način, da je vsaka mamografija, vsaka ženska, ki ima mamografijo, je učitana dvakrat od dveh radiologov. In v primeru, da eden ali pa oba dva opazita na slikah nekaj sumljivega, te slike še enkrat pogleda oba dva skupaj z nadzornim radiologom, ki je običajno najbolj izkušen radiolog, in se potem lažje morda odloči, ali je ta sprememba res pomembna, da se žensko pokliče nazaj na diagnostično preiskavo ali pa ne. Tako da iz tega vidika izhaja, da je pač nadzorni radiolog nekdo, ki ima veliko izkušenj z očitavanjem. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. Mislim, da letno zboli za tem rakom kar okrog 1600 žensk. To je resen zdravstveni problem, ne? Ja. Rak dojke je v bistvu na drugem mestu za nemelanonskim rakom kože, ki ni velik problem zdravstveni, ga je pa veliko. Tako da rak dojke pa je zdravstven problem, zaradi tega, ker, kot ste že rekel, torej okrog 1500 do 1600 žensk zboli na leto in več kot 400 jih tudi umre. Zanimivo je to, da jih je večino žensk doleti ta rak po 50. letu, pa tudi podatek, da 1% zbolelih je tudi moških. Ja, tako. Torej, ženske zbolevajo predvsem po 50. letu, kot ste rekel, več kot 80%, in zaradi tega je tudi ta presejalni program v tem obdobju pričenja. Zato, ker tukaj lahko največ naredi dobrobiti z zgodnjim odkrivanjem. In kot ste rekel, tudi moški so sicer v veliko manjši meri, 100-krat manj, ampak vseeno, tudi lahko imajo raka dojke in morajo biti tudi pozorni na morebitne zatrdline v dojkah. 18 let približno deluje ta vaš program, ste že od začetka poleg? Ja. Moram reči, da pionirka. Ja. Seniorka. Že od vsega začetka, sem tudi pomagala ga pri začetkih, postavljanju in potem ves čas naprej, tako da je to moj otrok. Zelo obsežno je vaše delo, pravzaprav vas in vaše ekipe. V letu 2025 berem, tukaj ste opravili 112,000 mamografij. Toliko žensk ste pregledali, ne? Koliko od teh žensk je bilo pravzaprav napotenih na podrobnejše preiskave? Ja, torej, tukaj moram reči, da mi smo začeli 2008 z pričetki, 21. aprila je bila slikana prva ženska 2008 v Ljubljani in smo nato se povečevali do konec, oziroma 2019 je bila že vključena, so bile že poslikane ženske cele Slovenije in od takrat naprej do danes je v bistvu pokrita cela država z skriningom. In približno vsako leto, kot ste rekel, slikamo okoli 110 tisoč, 112, 113 tisoč žensk vsako leto. Po celi Sloveniji. Zdaj nazaj na dodatne preiskave jih pa pokličemo samo okoli 3%. Nedavno tega ste bili v Idriji 3 mesece, tam ste pregledali okrog 2000 žensk. Najbrž še nimate podatkov, koliko od teh ima težave z zdravjem. Ne, to žal zdaj to ne morem še reči, zato ker tudi nekaj ženske tudi v obdelavi še diagnostični, pa tudi operacije bo še, tako da jaz mislim, da je treba počakati še malo do končnih številk. Kakšna pa je odzivnost? Ja, to pa moram reči, da je bila zelo dobra. V bistvu povprečje v Sloveniji je okrog, lansko leto je bilo 78%, v vaši regiji
je pa 85%. Tako da to spada med višje regije v Sloveniji glede udeležbe in se moramo zelo vesela, no, da imajo ženske nekako tako odgovornost do svojega zdravja, no, da se udeležujejo programa. Kaj bi sporočili tem gospem, ki pa se ne odločijo za to? Jaz bi na vsak način vsaki priporočila udeležbo v presejanju, ker odkrivanje malih rakov tako rekoč rešuje življenja. Ker mali raki so običajno, mali raki so omejeni samo na dojko. To se pravi, da se niso razširili ne do pazdušnih bezgavk, ne kamorkoli po telesu in taki raki imajo zelo dobro možnost popolne ozdravitve. Če pa seveda se ne udeležite oziroma udeležijo programa, potem ta rak raste naprej in v nekem trenutku postane tipen tudi, ampak takrat je ponavadi že večji in je tudi uspeh zdravljenja manjši. Na vsakem koraku opozarjate na to, da je potrebno oziroma da je koristno, da ga odkrijete čim prej, ne? Tako, ker je tudi od velikosti raka odvisno, do kam se je že razširil. Manjši je rak, manjša je možnost, da je napredoval do pazdušnih bezgavk in drugod po telesu. Pred oddajo smo se pogovarjali s 4 ženskami, ki se na različne načine soočajo z boleznijo rak dojke. Poglejmo prvi sklop. Ja, to pride pač naenkrat. Recimo, jaz sem imela že prej ene take simptome, ampak nikoli ni bilo, da bi bil to lahko rak. To je bilo skozi en fibroadenom, ena maščoba, pa hodiš na ultrazvoke, na punkcije, ampak nikoli nič. Tako da, ko pa enkrat začne boleti, potem se pa začne, a ne, ampak še takrat, ja, pa bomo spet naredili ultrazvok, pa bomo spet naredili punkcijo, dokler človek ne znori, a ne. Tako da mislim, da nas kar podajajo, no. Malo sem, malo tja, niti resno ne jemljejo, dokler pač malo udariš po mizi in potem te pošljejo tja, ke je treba, ne. V tem času pred enim letom sem delala preiskave, mamografija, tankoigelna punkcija, ko se je šele začelo, a ne. Začela sem na Metelkovi, a ne, in pol, ko so dobili pozitivno, so me pa dali kar na onkološki. Tako ja, da zdaj bo kmalu 1 leto, v marcu sem imela pol prva kemoterapija. No, in zdaj sem dala večino zdravljenja skozi. Več je treba o tem se pogovarjati, več je treba reči. Recimo, moj mož je tudi pokojni, on je zbolel za raka na pljučih, a ne. In sva tudi na Golniku sva izredno lepo na njega gledali, ampak je tudi rekla ta psihologinja, je rekla pogovarjati, a ne. Ne biti tisto zaprto, da tu ne gre, da tu je ono, da ne glede, kaj kdo misli. Saj to je njegova stvar, kaj misli, tako, no. Ja, jaz je bilo glih zdaj v januarju 10 let, odkar sem bila operirana. Mislim, pri meni je šlo toliko hitro, takrat je bila prvič ta mobilna enota Dora v Idriji in jaz sem bila pred pol leta v Novi Gorici na mamografiji, pa je bilo vse v redu in sem pol še razmišljala, a naj grem tukaj ali ne. Ampak pol sem vprašala zdravnico, mi je rekla, ti kar pojdi, to so v redu aparature in dobro, te sem šla. Meni je mobilna enota Dora rešila življenje. Vsaka ženska je svoj primer, ne? Ja, zgodb je veliko. Tako da jaz bi mogoče edino to rekla, da kljub temu, torej večina nekako zatipanih sprememb v dojkah se vseeno izkaže
kot benignih, kot nenevarnih. Jaz mislim, da je treba biti predvsem pozoren na novo zatipane spremembe, ki jih prej ni bilo in ki se povečujejo. In bolečina ni značilnost karcinoma v začetku. V začetku torej jaz sem srečala malo rakov, ki so boleli. Večinoma so to netipne zatrdline. Ampak vseeno zatrdline, ki jih prej ni bilo in ki se povečujejo, in tudi eventualno udartine kože, udartine mamile oziroma bradavice. To so spremembe, ki govorijo za neko potencialno nevarnost, oziroma je to, v takih primerih je treba pokazati to v najbližji center za bolezni dojk. Nekatere ženske se bojijo te nevarnosti sevanja. Je to realna bojazen? Torej, dejstvo je, da je mamografija rentgensko sevanje, ampak je količina tega sevanja zelo majhna. Tako da je dobrobit zgodnjega odkrivanja raka je bistveno večja od morebitne škodljivosti sevanja. Zdaj, nekateri primerjajo na primer količino sevanja, ki se dobi pri mamografiji, z nekako dozo žarkov, ki dobi vsak od nas iz okolja, okoli nas, iz betona, iz tal v parih tednih. To se pravi, da so te vrednosti nekako primerljive. Tako da v bistvu gre to za majhno količino rentgenskih žarkov. Kot sem že rekla, je pa to, da se nek tumor odkriva v zgodnji fazi, pa v bistvu življenjsko pomembno. No. Najbrž bi lahko rekli tudi, da so te tehnične naprave, rentgeni, tudi iz leta v leto boljši, ne? To definitivno. In tudi mamografski aparati, torej vedno nižja je ta doza, to je dejstvo, in tudi v Dori se moramo zelo trudimo, da so vsi naši aparati moderni, to se pravi, da so zadnji, ki jih imajo v svetu, in da se stalno kontrola delovanja kontrolira. Tako rekoč vsak dan, preden začnejo slikati, se izvaja neke določene teste, brez katerih se ne more začeti slikanje. Tako da tle kontrola je močna. Po slikanju potem strokovnjaki pregledate te rentgenske posnetke in nekatere pač pokličete na ponovni pregled, ampak vsak klic pravzaprav še ne pomeni bolezni, ne? Ne, sploh ne. Morda bi v tem trenutku nekako razložila, kako to pri nas poteka. Torej, ženske, ki so stare od 50 do 69 let, zdaj trenutno v tej starostni skupini, dobi vsake 2 leti vabilo na mamografijo. In to vabilo je pisno na njen domači naslov in z točnim datumom, uro in krajem, kjer bo imela mamografijo. In se potem ona takrat gre slikati, kjerkoli po Sloveniji, in vse te slike grejo, mamografske slike, v nek enoten slikovni sistem, kjer se shranjujejo. In iz tega sistema očitovalca 2 radiologa neodvisno očitata te slike. V primeru, da en ali drug vidita nekaj sumljivega, te slike še enkrat pogleda na tako imenovanem konsenzu nadzorni radiolog. In takrat se v bistvu odloči, ali se bo žensko poklicalo na dodatne preiskave, ali so spremembe nesumljive. In če se jo pokliče na dodatne preiskave, je v bistvu že takoj, še isti dan ali naslednji dan, že povabljena na obravnave, ki so običajno takoj v naslednjem tednu po tem konsenzu. Zelo hitro to poteka. In ko gospa pride, se običajno naredijo neinvazivne preiskave, kot so ultrazvok, tomosinteza, in samo pri določenih ženskah, kjer res vidimo neke sumljive spremembe, se naredi punkcija. In še v teh punkcij je potem samo delček rak. Tako da je v bistvu
Če so ženske poklicane na dodatne preiskave, to še ne pomeni, da imajo raka. Ampak je v manjšem deležu je ta rak tudi potrjen. Tako da to, da bi mislili, da če jih pokličemo na dodatne preiskave, da je to sigurno rak, ne velja. No. Pa če je potrebno včasih v določenih primerih je potrebno narediti neko dodatno diagnostiko, da se izključi rak. Naše zdravstvo boleha za dolgimi čakalnimi dobami, vsi to poznamo pravzaprav. Tukaj pa govorite o nekaj tednih, nekaj dneh. V bistvu nekaj dneh. Mi smo že na začetku, ko smo organizirali ta presejalni program, smo vedeli, da imamo opravka v bistvu z zdravimi ženskami, ki jih kličemo tako rekoč iz ceste, ko sploh ne vejo za nobeno neko težavo, da bi jo imela. In da je naš namen čim manjši delež teh zdravih žensk vznemirjati po nepotrebnem. Tako da zaradi tega smo v bistvu tudi organizirali cel način dela tako, da se stvari, ko se nekaj ugotovi, zelo hitro odvija. In je dejansko, kot ste rekel, je že po očitavanju, je v glavnem v roku 10 dni je ženska pri nas že na dodatnih preiskavah. Pa vendarle to predstavlja nek psihološki, recimo temu pritisk, neko izkušnjo psihološko, obremenitev. Poglejmo, kako so naše sogovornice doživljale to psihološko obremenitev. Jaz sem prišla ven še kar v redu, mož me je zunaj čakal, on je mislil, da sem bila operirana, pač že to je ena taka rutinska operacija. In če me ne bi mogoče takrat on vprašal, kako da sem že tako hiter, se mi mogoče ne bi solze vlile. Ampak takrat so se mi avtomatsko, pač nisem sploh znala povedati, da pač to ni to, za kar sem prišla, ne. Ampak drugače sem bila pa zelo psihično stabilna, nisem rabila nobenega psihologa, nobenega psihiatra. Družina, no. Da mi je družina stala ob stran, edino otrokom, no, eden je bil takrat star komaj, no, bi bil 18, eden 11. To je bilo najtežje, no, ampak sem rekla, se ne dam. V življenju sem že kar veliko dala skozi, tako da sem rekla, to me pa tudi ne bo potolklo, ne. Tako da sem se borila, no, skozi. Pozitivno, no, tako. Najhujše je družin povedati, kaj se ti je naredila, ne. Mislim, drugače jaz sem šla čist brez problemov na mamografijo, jaz sem bila prepričana, da ne je nič dobila, ne. In ko so me poklicali z Onkološkega inštituta, glih pred Miklavžem zvečer, pa je pa bil šok. Ja, no, jaz ta novica nisem najbolj sprejela, ker sem doživela neki šok. Tako da jaz sem se znašla pred zdravstvenim domom, brez vsega, ker mi je pač povedal doktor Jelenčič, jaz sem bila v Šempetru. In potem se ustavim in grem nazaj, je rekel, zdaj se pa pomirite, pa to eno drugo sva govorila in me je kar takoj dal na punktacijo to tretjo. Tako da je vse to pokazalo in mi je tudi po hitrem postopku v 14 dneh sem bila jaz že na operaciji. Ja, še danes hvala njemu. To je šok. Kar naenkrat se ti vse podere, a ne. Spet ta prvo je vprašanje, zakaj jaz, ker nisem imela slabe kvalitete življenja, a ne. Pol pa tisto sprijaznjenje, ke si rečeš, da boš šel skozi to. In se pač šel skozi zdravljenje, poslušal zdravnike, nasvete in to sprejel. Jaz sem bila že skozi taka pozitivna in sem šla res v borba in sem sprejela vse. Ne glede, kaj so mi vse dorekli, kakšno bo moje zdravljenje s kemoterapijami, a ne.
In pol naprej, tako da sem vse to nekako prestala, ker sem mislila samo na to, da dam to skozi in bom prebolela. Take so izkušnje naših sogovornic. Ta pogum, je to pomemben element pri zdravljenju bolezni? Absolutno. Tako da in tudi ne samo pogum, tudi neka pozitivna naravnanost, ne. Zaradi tega, ker jaz verjamem in vidim vsak dan v bistvu, kakšen šok je to za ženske, ki jim povemo, da imajo raka. In poseben še za ženske, ki sploh niso imele nobenih simptomov prej, ne, ki so v bistvu sploh niti malo vedele, ne, ker vsaka, ki nekaj zatipa sama, se že malo pripravi, ko gre na pregled, da je morda pa tudi to, ne. Čim tlele je pa čisto dejansko nepripravljene so. In tlele, na primer, zelo pomembno vlogo igra partner. Partner in pa tudi otroci. Zato, ker otroci so veliko bolj zreli, kot morda mislimo, da so, ne. In pri nas velikokrat prihajajo, na primer, zraven, ko sporočamo izvide pač punkcij, in povemo tudi, da ima raka, partnerji oziroma otroci. In to je pomembna opora, ne. In druga stvar je pa, da saj lahko za Doro to rečem, no, da je tudi to, da je diagnoza potrjena raka, niti približno ni konec sveta. Zaradi tega, ker dejstvo je, da so ti raki zelo dobro ozdravljivi. Ko so majhni, je še toliko večja možnost. Tako da jaz mislim, da je to treba imeti nekako pred očmi, da je po eni strani sreča, da smo prišli na presejanje, da se je odkril rak in da je zdaj pa vsa možnost, da se ga pozdravimo. Imate v programu tudi modul psihološke pomoči? Ja, torej v skladu z nekimi evropskimi smernicami smo tudi pri nas bolj v zadnjem času, no, organizirali nek profil brez nurse, se imenuje. To je medicinska sestra, ki je že dolga leta v Dori, zelo dobro Dore pozna, tudi zelo dobro pozna ostale oddelke na Onkološkem inštitutu in na katero se ženske lahko obrnejo v primeru tudi neke psihološke podpore ali pa nekih dodatnih strokovnih vprašanj glede kako izgleda operacija, koliko časa, take praktične nasvete. In nekako njeno številko, no, dobijo v glavnem ženske, pri katerih delamo punkcijo in pa seveda torej tudi tiste, pri katerih je bil potem diagnosticiran rak. Imajo to možnost, da jo poiščejo in vprašajo določene stvari. V teh 18 letih ste spoznali celo Slovenijo. Bi lahko rekli, da so te težave z zdravjem v nekaterih okoljih pogostejše, v drugih pa redkejše? Težko. Mislim, glede na iz skrininga ne bi to mogla sklepati, tudi nismo nikoli nekako se posvečali temu. Generalno velja, da je nekako incidenca pojavnost raka v vzhodnih delih Slovenije manjša kot v centralni Sloveniji in zahodu, ampak da bi pa nekje v skriningu to analizirali, pa nismo, tako da to ne morem reči. Kako pa je z gibalno oviranimi ženskami, imajo dostop do tega vašega tovornjaka? Ja, mobilne enote. Ja. V bistvu ne. Zato, ker kot ste mogoče videli že, ta enota ima pač stopnice. Tako je pač, to je neka enota, kjer nekdo rabi po stopnicah priti gor do sprejema. Seveda pa je možno vedno za žensko, da se prenaroči v katerokoli od najbližjih stacionarnih enot. Ker
Screening enote imamo po celi Sloveniji v nekaterih zdravstvenih domovih, bolnicah in seveda tudi mobilnih enotah. In večina teh stacionarnih enot ima možnost dostopa tudi za invalide. Tako da v takih primerih se je pač treba prenaročiti. Po terenu hodite v razdoblju 2 let, približno, ne? Kaj pa v tem vmesnem času, ne? Ena od naših sogovornic je povedala, da je bila pravzaprav nedavno na rednem pregledu in da je bila prepričana, da je zdrava, pa vendarle se je zdravje zapletlo. Kaj svetujete ženskam v tem vmesnem obdobju? Mamografija pri tej starostni skupini visoko zanesljiva diagnostična metoda, seveda pa kot nobena medicinska tehnologija ni 100%. Zaradi tega, ker posebno pri ženskah, ki imajo veliko železnega tkiva v dojkah, in rak je podobne gostote kot železno tkivo, tako da se na nekaterih mamografijah enostavno lahko rak prekrije. Nekateri imajo pa tudi tako način rasti, da rastejo tako difuzno in tako rekoč ga težko prepoznaš. Ampak teh je manjšina, teh rakov. Večina je dobro prepoznavna za mamografijo. In zato bi jaz v tej priložnosti rekla, da je zelo pomembno, da ne glede na to, da je nekdo imel normalen rezultat presejanja, še vedno izvaja redno kontrolo, samo pregledovanje dojk vsak mesec. Ker je, kot sem že rekla, nekateri raki so tudi zelo hitro rastejo in se lahko pojavijo tudi vmes med dvemi obdobji, med temi dvemi screeningi. Tako da, kadar ženska zatipa neko spremembo, tudi če je bilo pred 2 ali pa 3 meseci normalna mamografija v screeningu, mora vedno iti pokazati v najbližji center za bolezni dojk. Ker ni mogoče izključiti nekega hudo agresivnega raka ali morda tudi raka, ki se je prekril z železnim tkivom. Tako da to je treba vedno upoštevati. Kaj pa vidik dednosti? Bi morali biti gospe, katerih sorodniki so kdaj zboleli za rakom, še bolj pozorne na te spremembe? Mislim, dednih je približno 10% manj rakov, pri katerih imajo neko mutacijo, neko napako v genetiki in zaradi tega so bolj podložne oziroma bolj verjetnost je za razvoj raka, ne. Mi pri vsaki ženski, ki ima v okolici veliko zbolelih za rakom na dojki, posebno, če gre za sorodnice, ki so zbolele zgodaj, rečemo pred 40 letom, mlade zbolele in da je več takih, da se nekako obrnejo na genetsko ambulanto, tudi na onkološkem. Zato, ker je vedno je pač možnost, da se odkrije neko mutacijo v družini, ki je odgovorna za to pogost rak. Čeprav večina teh rakov ni genetskih, ne. Večina ni genetskih in te, pri katerih pa je ugotovljen, so ponavadi vodene izven programa Dora, ker se pregledujejo praktično na pol leta, imajo določene preiskave. To je čist nekako ločena populacija. Teh žensk, ki imajo dokazano mutacijo v genu. Pa lahko strokovnjaki, zdravniki, specialisti ugotovijo te mutacije v genskem zapisu? Ja. V bistvu se začne tako, da ženska pač, ko se prijavi na genetsko ambulanto, mora dati vse podatke, kdaj je kjer sorodnik zbolel, in potem izračunajo verjetnost, da ima morda mutacijo, tudi ona, in potem v teh primerih grejo bolj natančno testirati genetski material in ugotavljati to. Poglejmo sedaj še sklop izjav naših sogovornic, kako je pri njih potekalo zdravljenje. Jaz sem šla na onkološki, doktor Brecelj je rekel, če je pač to samo fibroadenom, niti tukaj na Dori me niso hoteli tudi na mamografijo dati, ker sem bila še premlada.
In do takrat, do 39. leta, še nisem bila na mamografiji, no. Tako da me je takrat doktor Brecelj dal na mamografijo. Jaz sem bila na četrtek na mamografiji, na torek je rekel, da bi pa prišla na rutinsko operacijo za fibroadenom odstraniti, ne. Ampak ko sem jaz prišla tisti torek na onkološki, sem čakala 5 ur, sploh ne ob 9, kot bi mogla biti na vrsti, in ko sem pa prišla ob 1 noter, so pa rekli, da pa ne bomo nič operirali, ker pač ni fibroadenom, ampak je verjetno, da je rak. Tako da pa se je pa to tako začelo, ne. Ja. Jaz nisem bila ne na mamografiji ravno, a ne, pač sem bila samo kot redno po 50. letu, ko greš na en pregled, in se je to res v tem stadiju hitro odkrilo, a ne. In sem rekla, glej, lahko samo rečem hvala Bogu, a ne, da je bilo to zdaj do časa, pa nisem imela ne bolečin, ne nič, da se je to hitro razvilo. Jaz sem imela ta srečo, da sem sama zatipala in pol sem brž v svojo osebno zdravnico, a ne, šla na pregled in to je šlo pol kar hitro naprej. Tako da ne vem, ja, če bi imela pa netipnega, zato ker sem zbolela se pravi 49, a ne, kam bi to šlo. Sam je bil pa res na takem mestu, zdaj, če bi je rasel, a ne, in je bilo tipno, da ni bilo kaj, kad sem iti na pregled. Take so zgodbe naših sogovornic. Prva je poudarila, da ni mogla v program Dora, ker je bila premlada. Zakaj pravzaprav vključujete gospe šele pri 59? Načrtujete mogoče nižanje te starostne stopnje? Ja, torej pri nas je program niti ne omogoča vabljenje drugih žensk od 50 do 69 let. Zdaj v zadnjem času, tako da tudi ne moremo take ženske, ki zatipajo oziroma imajo spremembe pred to starostno skupino, morajo poiskati pomoč v centrih za bolezni dojk. Je pa res, da se pogovarjamo zdaj tudi v skladu z evropskimi smernicami, zdaj novimi, za širitev programa navzdol do 45 in navzgor do 74. Zaradi tega, ker so študije pokazale, da je pojavnost raka tudi v teh mejnih starostih velika in da je pomembno zgodnje odkrivanje vpliva na neko torej preživetje in tudi na večjo kvaliteto življenja. Že na začetku ste rekli, da ste v programu od samega začetka, izpred 18 let. Kako gledate naprej v prihodnost, v naslednjih 18 let? No, jaz bi si na vsak način želela, da bi 18 je dolga doba, ne, to, da bi ohranili to zaupanje žensk, ki ga imamo ta trenutek, kot sem že rekla, 78 udeležba procenta, pri vas celo 85, tako da bi ohranili to zaupanje. In da bi tudi ves čas torej pazili, tako kot tudi do zdaj, tudi za prihodnje, da res kakovost in aparatov in strokovnega kadra, inženirjev in pa radiologov ostane na istem visokem nivoju, kot je zdaj. In kar moram reči, da bo enaka po celi Sloveniji. Zaradi tega, ker ne glede na to, kje se ženska slika, v kakšni enoti se slika, isti strokovnjaki odčitajo slike in je enako tretirana kot katera druga v sosednji območju. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da bi tudi naprej ohranili. Želela bi, da bi čim prej nekako šli v to širitev, ker mislim, da bomo lahko veliko dobrega naredili tudi pri unih, ki so torej od 45 plus in pa tudi pri starejših. In seveda, kar bi si pa najbolj želela, je pa, da bi
začela umrljivost za rakom dojk padati. Zaradi tega, ker je to v bistvu glavno naše poslanstvo, je odkrivanje malih tumorjev z namenom, da zmanjšamo umrljivost za to hudo boleznijo. In te rezultate, to umrljivost ne moramo videti takoj. Zaradi tega, ker je potrebno, da je cela država prekrita z screeningom kar nekaj let, preden si začnejo ti rezultati kazati. Tako da zdaj računamo, da bi v roku parih let začeli videti to zmanjševanje umrljivosti. No. To je, rečemo, ena moja velika želja, da bojo tudi številke pokazale to zmanjšanje umrljivosti, čeprav mi že tudi na nekih preliminarnih rezultatih namreč vidimo, da bo sigurno do tega prišlo. Ker, veste, v Dori, že če gledamo, koliko malih rakov, ki so omejeni samo na dojko, je odkritih v Dori ali pa izven programa Dora, vidimo, da je v Dori praktično 70% rakov, ki jih najdemo, omejenih samo na dojko. Izven Dore pa 40%. To pomeni, da je veliko več že napredovalih rakov, tako da že te številke veliko povejo, da bo sigurno do zmanjševanja prišlo. Znanost vzrokov najbrž ne pozna povsem podrobno, ne? Ampak zdrav življenjski slog pa najbrž preprečuje tako širjenje te bolezni. To pomeni tobak, prehrana, alkohol, sončenje. To so slabe navade, ne? Ja, to so slabe navade za katerikoli tumor v telesu. Zdaj pri dojki nekako se bolj pač omenja neke dejavniki tveganja so poleg seveda spola in starosti, ker mu se ne moremo izogniti. Tudi, torej rak v družini, kjer je dednost eventualno, potem nekako prvi porodi po 30. letu, kar je zdaj že spet redkost, ne. Tako da zgodna menarha, to se pravi, da začetek menstruacije zgodaj in pa pozno prenehanje menstruacije, torej nerodnost, ne, da nimaš otrok, to so vsi faktorji, ki nekako so neki potencialni dejavniki oziroma ki povečujejo na področju dojke. To, kar ste pa vi omenili, seveda pa velja za vse rake. Zdrav življenjski slog. Tako. Kristjana Hertl, jaz vam zahvaljujem za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in hvala za poslanstvo, ki ga opravljate. Hvala lepa. In rekla bi še enkrat, da moram reči, da res polagam ženskam na srce, no, da se udeležijo tega programa, ker, kot ste že rekel, rešuje življenja. Res, to vidimo vsak dan. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno. No, da vidimo, kaj znate. Največje odkritje v zgodovini in kako so ta odkritja spremenila svet. Luka? Leta 1492 je Krištof Kolumb odkril Ameriko. Če ne bi bilo njega, danes ne bi bilo hamburgerjev. Videti, bolje. V prazgodovini so odkrili kolo. Če ga ne bi, bi zdaj še vedno hodili peš. Daj, prosim, najpomembnejše odkritje je bil mobitel. Lara, izvoli. Lani so zdravniki moji mami odkrili raka dojk. In to je bilo zame najpomembnejše odkritje, ker zaradi njega moja mami še vedno živi.